Pa še vrstimo zgodovino nazaj, kako se začelo je in pa kdaj. Dej, telefon je, čak je dvignem. Halo? A lahko že game over, ker sem že prej naročil. Ej, ti tu, dej še gor. Radio Kaos. Ura in 52 minut, dame in gospodje, še vedno poslušate Radio Kaos. V noči iz sobote na nedeljo, torej med 3. in 4. marcem, smo lahko v celotni Evropi, delu Severne Amerike in Kanade, celotni Afriki, Bližnjem vzhodu, skratka na več kot polovice sveta lahko opazovali popolni lunin mrk. Tisti, ki nas gledate na 60. TV kanalu Ljubljanskega kabla, lahko posnetke, ki jih je opravil Andrej Pengov, ki jih je posnel Andrej Pengov, vidite tudi na televiziji. Luna ni popolnoma izginila, pač pa se je obarvala rdeče. To je značilnost luninega mrka. Do pobarvanja na rdeče pa pride zato, ker se svetloba kljub samo lomi skozi zemljo na atmosfero in potem daljše frekvence svetlobe pridejo do Lune. Lunin mrk pa je sicer nevestni pojav, ki se zgodi takrat, ko Zemlja pride med Sonce in Luno in tako zemljina senca popolnoma skrije Luno. Lunin mrk je sicer popolni lunin mrk, je relativno redek pojav, bolj pogosti so delni lunini mrki, vsekakor pa so tudi popolni bolj redki kot sončevi. Popolni sončevi mrki, ki se pa res zgodijo enkrat na stoleče, posebej, če se ne premikate po zemlji. Če vas zanima, kdaj boste lahko opazovali naslednji lunin mrk, že kar kmalu, čez približno leto dni, 21. februarja leta 2008 bo spet viden iz našega dela Zemlje, torej iz Evrope, Afrike in tako dalje. Če pa ste zamudili tistega pretekli konec tedna, pa bi ga vseeno radi videli, ne pozabite, da si ga boste lahko ogledali na 3x2.radiokaos.info na 60. kanalu omrežja Ljubljanskega kabla in na vaših mobilnikih na mobile.radiokaos.info. Morda povemo samo še nekaj napotkov ali pa podatkov za opazovanje luninega mrka. Lunin mrk traja relativno dolgo, tokrat je trajal več kot uro, medtem ko sončev mrk ne more trajati, popolni sončev mrk namreč ne more trajati več kot 7 minut in 40 sekund, to pa zaradi hitrosti premikanja Lune mimo Sonca, oziroma mimo Zemlje in Sonca. Tako tudi posebnih varovalnih očal pri opazovanju luninega mrka ne potrebujete, za razliko od sončevega mrka. Za oba pa potrebujete predvsem zvrhano mero sreče in pa dobrega vremena, in to v soboto po noči res ni razočaralo. Če je bilo celo soboto deževno in oblačno, vsaj tu v Ljubljani, potem so se zvečer vremena astronomom zjasnila in rdečo luno, ki, tako pravijo astronomi, izgleda kot Mars, vendar tisočkrat povečana, smo lahko opazovali res praktično brez oblačka na nebu. Upamo, da ne verjamete v volkodlake, če pa vas je kakšna dlakava žival po noči zaradi polne lube vendarle pograbila, potem upamo, da je bil to vaš ljubimec, kajti pravijo, da polna luna čudno vpliva na psiho. Vsekakor ste lahko uživali v marsičem, če vas je malo nosila luna,
nič ne de. Mi se zahvaljujemo tudi gospodu Michaelu Jacksonu, da je poskrbel za glasbeno podlago. Uživajte v njej še naprej. Mi pa smo skupaj še nekaj minut. Stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ha 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 ha!